Živijo, jaz sem Rok Rozman, tale lepotica za mano je pa Soča. In tole na Utoniju je moj najljubši kraj na svetu. Ampak če se ne bi hrabri domačini v 70-ih letih postavili proti predlaganemu jezu v Kobaridu, bi bilo vse tole globoko pod vodo, jaz tega kraja ne bi poznal, ne bi se boril za reke, pa mi se zdajle ne bi zgovarjali. Ampak te domačini niso ustavili samo jezu, oni so naredili nekaj še precej bolj pomembnega. Uspeli so nagovoriti tedanje politike, da so marca leta 1976 spisali zakon o Soči, ki je Sočo s pritoki od izvira pa vse do mosta na Soči trajno zaščitil. Kar pomeni, da je več kot 60 km dolg odsek Soče postal nedotakljiv za vsakršno uničenje in to v časih, ki niso bili prav optimalni za zgovarjanje z vlado po vplivanju na politike. Oni so dokazali, da se da. In ta zgodba je dokaz, da politiki lahko delujejo v prid okolju in ljudem. Če zaščitijo okolje, s tem ne zaščitijo samo rastlin pa živali, ampak zaščitijo tudi ljudi, zdrav način življenja. In to je v bistvu naložba v prihodnost. Pred vrati so evropske volitve. Tisto nedeljo bomo izbrali svoje predstavnike. Zato si od danes naprej vzamemo vsak dan pol ure časa, da preverimo njihove programe in na podlagi tega izberemo predstavnike, ki bodo delali v prid vseh nas in zaščitili še tistega nekaj malo divjine, kar nam je ostalo. Ščitenje okolja je v bistvu ščitenje nas samih in garancija za boljši jutri. Ne verjemite jim, ker rečejo, da je za potrebe razvoja treba vse uničiti, pozidati, zajeziti. Ni čisto tako. Če je napredek hoja naprej in nas ta hoja pripelje do prepada, pa bomo naredili? Bomo naredili še en korak naprej in padali v brezno, a se bomo obrnili, spremenili smer, pa še kar hodili naprej, zato da ustvarimo nek razvoj, ki bo omogočil sobivanje in kvalitetno življenje. Odločitev je na nas, zato izberemo prave predstavnike in jim pol dihajmo za ovratnik naslednja 4 leta, zato da bomo poskrbeli, da bojo zares sprejemali pravilne odločitve. Pa srečno!